Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bo naključen nasvet iz knjige Ko ima življenje žur. Da vidimo, kaj nam je danes namenjeno. Karkoli bo ven prišlo, katerakoli stran, vse bo v redu. To je prišlo ven splav. Zanimivo. Vam povem zgodbo. Enkrat sem imela eno delavnico in na tej delavnici je bila ena gospa, in smo se pogovarjali pač o splavu. In mnogi partnerji se takrat ustrašijo. Včeraj zvečer sva z mojo Saro, starejšo hčerko, sva gledali film 9 mesecev, oziroma kaj pričakovati, ko pričakuješ. Na ta način je naslov filma. V glavnem, glavni igralec Hugh Grant se je čist prestrašil tega otroka, onedva sta imela popoln zakon oziroma partnerstvo, nič jima ni falil in potem je zanosila. In cela panika in ona ga je potem zapustila, ker enostavno ni želel odrasti, ni želel sprejeti otroka in šele ko je odšla, se je streznil in je začel razmišljati, da on hoče njo, hoče otroka, hoče, da je družina. In se res tako lepo zaključko tega otročička uspava. In dejstvo pa je, da ni vedno tako. V mnogih primerih ženska ostane sama. In zdaj, če se vrnem na to prvo zgodbo. Ena gospa enkrat na tej delavnici sem govorila o splavu in sem rekla, ženska, odpustite sebi. Pač tisti trenutek ste delala tisto, kar ste največ mogle, največ zmogle, odpustite sebi. In je šla in je ob morju slikala slikco in je tako prišlo tisti orbi, 2 orba na sredin pa srček in sta išli skozi možgane 2 imena in v bistvu je sama s sabo se pomirila, v redu je. Takrat sem naredila, kar sem zmogla, imam 2 angelčka v nebesih. Pa ena druga gospa je bila že v letih, jo je v bistvu mož dobesedno prisilil, da je naredila splav, ker sta imela že vse pošlihtan, sta imela življenje pošlihtan in ona je zanosila in kako bo zdaj in je pač splav naredila za 2 in nikdar ni možu odpustila. In tukaj se gre odpuščanje možu, odpuščanje sebi. Pa en drug primer, gospa je naredila splav in je kasneje pol zbolela za rakom na prsih. In ko je zbolela za rakom na prsih in glejte, to je moj laičen opažanje, ogromno žensk zbolijo za rakom na prsih. Zakaj zbolijo? Zato, ker sebi ne zmorejo odpustiti, zato, ker niso dojile, niso uspele dojiti tega otroka, ker so naredile splav, in po drugi strani, ker pa kupujejo pa ljubezen, pa preveč dojijo vse te svoje ljudi okrog sebe. In prav to odpuščanje sama sebi. No in kaj je ta gospa naredila? V glavnem, ko se je pomirila sama s sabo, v redu, zbolela sem za rakom na prsih in je začela delati na odpuščanju, a veste, kaj je naredila? Grobek za tega svojega otročička in dala mu je ime. In temu svojemu otročičku je dala ime Sara. In ona zdaj ve, da ima angelčka v nebesih in je pomirjena sama s sabo in se je pozdravila in je vse v redu. In zato, lejte, ja, očitno je že prav tukaj, kjer sem odprla pač splav. Ženske se ne zavedamo, kakšno težo si naložimo oziroma si naložijo takrat, ko naredijo splav. In o tem nihče ne govori, zaradi tega, ker ta energija nerojenega otroka tudi ostaja v maternici. Maternica, prsa, to je vse povezan med sabo in ker je povezan to med sabo, pomeni, da ta energija nerojenega otroka jo pokasira naslednji otrok. In jaz vas ne želim strašiti, ne želim nič drugega, ampak dajte odpustiti sebi. Zato, ker vsaka energija, ko jo vi sprostite, to zataknjeno energijo, se zgodi in ko to odpustite sebi, se zgodi ta pretok energije in tudi to s tem vplivate potem na naslednjega otroka, ki pa pokasira to težko energijo splava. Vašo krivdo. Tudi v bistvu vsako živo bitje se brani. Daj pomislite, ko hočemo ubiti pajka, a beži. Ko hočemo mušico ubiti, beži. In ravno tako je z zarodkom, s tem dojenčkom, umika se, ne želi umreti, ampak dušica si izbrala to pot,
Zato pojmo zdaj na odpuščanje, ki je naslednja stvar, ki je najbolj pomembna. In zdaj, kako odpustiti sebi? Tukaj le noter je meditacija za odpuščanje in jo bom poiskala. In res, pejte magari na mojo spletno stran, meditacija za odpuščanje, in boste videli, ta meditacija za odpuščanje je tako močna, zaradi tega, ker sam sebi odpustiš. No, dajmo zdaj tako, če je namenjeno, da jo bom najdla zdajle. Če jo ne bom jo najdla, ne. Odprl se mi je pa na 332. Kako preveriš, če sem sebi odpustila? Greš v ta nihanje, kar sem že večkrat kazala, in narediš tako. Če jaz rečem, jaz sem Minka, grem naprej. Če rečem, jaz sem Pepca, grem nazaj. Druga stvar, če bi imela krivdo glede nečesa, se samo vprašam. Glede, ne vem, jaz splava nisem delala, ne morem reči, ampak lahko sami rečete, glede splava imam krivdo do sebe, glede splava imam jezo na partnerja. Vi lahko to preverite. In zdaj naslednja stvar, odpustiti. Kako naredite? Gremo zdravilno molitev dekodiranja. Se pravi, date roke, samo takole položite na kolena, zaprete oči in rečete: vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se ščistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z, in date tukaj noter, tem, da sem naredila splav. Ali pa zezo na mojega moža, ker me je prisilil, da sem naredila splav. In potem naredite, naj se vse ravni mojega duha, duše, uma in telesa napolnijo zdravilno božansko svetlobo. Vdihnete skozi nos, izdihnete skozi usta in potem samo parkrat ponovite: vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. In boste videli, vaše polje se bo napolnilo zdravilno svetlobo in to odpuščanje, ja, vas bo osvobodilo. Tako da naredite to, mogoče res naredite grobek, dajte ime temu otročičku, poimenujte ga, sprejmite ta del, ne zanikati in vse je v redu. Glejte, nihče vas ne obsoja, delali ste najboljše, kar ste zmogli, ampak ne sebe obsojati, ne sebe kriviti, ne druge obsojati, ker to pomeni, da povzročate sami sebi kronično bolečino in res ni pametno, da sami sebi to povzročate, ker sami sebi pol povzročate lahko tudi raka. Tako da imejte se radi, odpustite in boste videli, vse na tem svetu se bo sprostilo. Lep dan.